Prav lep pozdrav. Zdaj pa zdravstveni video. Ja, a, veliko se je zgodilo med tem časom, ko sem nazadnje snemala, to je bilo 2 meseca nazaj. In sicer sem takrat obljubila rezultate glede anemije. Imela sem kar hudo anemijo, ki sem se jo prislužila sama, in sicer z nepravilnim načinom življenja in prehrane. Preveč sem šparala, po domače, in nisem si kupovala res ta prave hrane, ki ni prav poceni. Ampak če kupuješ ta pravo hrano, potem nisi lačen, telo je nasičeno, v bistvu je sito, deluje odlično, dobro in poješ tudi malo manj. Zdaj, vmes se je zgodila velika tragedija, in sicer, oseba, ki je z nami, eksperimentirala, je bila najstarejša, je imela 90 let, ta oseba je preminula. In ne zaradi tega, ker bi bilo zdravstveno kaj hudo narobe, ker ni bilo. Ta oseba je imela od nas vseh najboljše izvide. Vse v najboljšem redu, kljub temu, da je bila operirana ta oseba na ščitnici in je ni imela, je tudi ščitnica bila v redu. O tem bom enkrat govorila posebej, da bom to razložila, ker je bil to res neverjeten eksperiment. Tudi jaz sem imela težave s ščitnico, ampak nimam teh težav več. Je vse v redu. Zdaj, ta video dejansko je v spomin tej osebi. In zdaj, kaj je bil njen problem? Iz problema te osebe smo se naučili ogromno. In sicer, ta oseba je preživela tudi drugo svetovno vojno, je bila takrat stara 7 let in, se je naučila živeti skromno in je premalo jedla. Kljub temu, da je ta oseba bila zelo visoka, močna, zelo močna, delovna, zdrava, je v preteklosti, jedla premalo in neverjetno je to, kako je telo kompenziralo to, kar je pač. Ta oseba je več ali manj bila na vrtu, na njivah, po delu, v tovarnah, v glavnem, res ta oseba je res delala in, ni veliko jedla, zelo malo, zelo skromno, tudi ni pila dosti ta oseba in zelo malo je spala. Ampak kljub temu je prišla do skoraj 90 let, v bistvu je 1,5 mesec prej preminula. Preminula je pa zaradi tega, ker je njeno telo od te osebe pojedlo samo sebe. In sicer vse mišice, vsa tkiva in tudi kosti. In, to ni lahka smrt, ker je človek bil zdrav. Res zdrav. In pa tudi izjemno bistra oseba, polna talentov, neizkoriščenih možnosti in, napačnih prepričanj, na žalost, vendar izjemno odprta oseba, ki se je pustila eksperimentirati in pomagati, in je bila tudi ta oseba izjemno dojemljiva za način prehranjevanja, samooskrbo, in je tudi ta oseba sama, še preden smo ostali mlajši prišli do tega, že na tem delala sama. Že prej. Res škoda, res, v bistvu, če bi, po mojem mišljenju, če bi imeli svoj center in bi ta oseba živela z nami,
da ni bilo treba nam toliko v bistvu se voziti do te osebe, da ta oseba je bila veliko sama, bi verjetno, ni pa 100%, sem govorila z zdravnicami že prej, že nekaj let prej smo imeli te težave. In zdravnice, ki so se ukvarjale s to osebo, so rekle, da je veliko starejših oseb, ki ne jedo in zavračajo hrano in tudi vodo in zaradi tega preminejo. In ni bilo nobene možnosti. Jaz sem bila zadnje dni in ure tam s to osebo in vse sem poskušala, in tudi zdravniki so rekli, da je nehumano, da bi jo v bolnico to osebo peljali in prešpikali in dali na kable in da bi nehumano umrla. V bistvu je pa dejansko oseba izdihnila v krogu tistih, ki smo jo imeli najrajši. Težko je, gremo naprej. Ogromno smo se naučili. Prva lekcija je ta, da je treba jesti dovolj. Druga lekcija je ta, da je treba jesti pravilno in da je treba jesti kvalitetno hrano. To lekcijo imamo tudi ostali člani, ki se ukvarjamo s prehrano in z zdravjem v našem društvu. Naslednja lekcija je voda. Človek ne sme biti dehidriran. Z vodo smo se zelo veliko ukvarjali, pa jo tudi nismo neko obdobje sploh nič pili in tako naprej. In voda je nujno potrebna, treba jo je piti, vendar ni vseeno, kdaj in kakšno in kako. O vodi bom posebej naredila video, posebej naše izkušnje. Namreč danes je namen tega videa anemija, ki sem jo zdaj povsem premagala. Včeraj me je poklicala zdravnica, ker so bili rezultati, in je zvenela izjemno veselo. Jaz se res gospe doktor Neži Starič zahvaljujem za skrb, za to, da se res zavzema za mene, ker je v sistemu tega zdravstvenem nisem vajena do zdaj, in jo res skrbi za mene in pove mi svoje mnenje, pove, kaj dame na preiskave, razmišlja o meni, kaj bi lahko bilo, kako bi mi lahko pomagala. In vse informacije, ki mi jih daje, so mi izjemno dragocene, zato ker na podlagi tega lahko jaz tudi delam naprej. Hvala Bogu, da imamo medicino, hvala Bogu, da imamo farmacijo. Na žalost se stroke večinoma ne posluša in ne govorim zdaj za ljudi, ampak govorim bolj za vladarje, ki gredo mimo stroke, ampak tudi medicina nima vedno prav. In izkazalo se je v bistvu, da sodelovanje, se pravi, da jaz sama raziskujem zdravje, da se sama zavzemam za to, da jem pravilno in delam in razmišljam pravilno, gibam se in tako naprej. Je to res ključ do rešitve, pa farmacevtka me je poslala na to znanstveno pot. Pred 13 ali 14 let, skoraj 15 let nazaj, sem se jaz s tem začela ukvarjati intenzivno in se vsak dan intenzivno, približno 5 ur ukvarjam z zdravjem. In zopet sem se mogla vrniti nazaj, zato sem tudi nekaj kripta spustila in vlagateljstva, te zadeve sem dala precej na stran,
zaradi tega, ker mi nič ne pomaga, če se zbolim. Namreč zaradi anemije in zaradi premalo spanja in nepravilne prehrane sem postala neodporna na gripe, prehlade, covid in te zadeve. In me je to podrlo, ker prej me ni. Prej nisem nikoli zbolela, zdaj sem in mi je šlo na vnetje sinusov. To sem imela v preteklosti zaradi nepravilne prehrane. Naj kar zdaj povem, vnetje sinusov je dejansko težava največ živalskih beljakovin, mleka, mlečnih izdelkov, čokoladic in preveč sladkorjev in tudi preveč sladkega sadja, bela moka, te stvari. Ko sem to odstranila, se je to nehalo. In zdaj v bistvu, če pa pogoljufam, pa rečem, saj sem zdrava, saj je vse v redu, pa nekaj malega pojem, tudi recimo bel kruh, kaj takega, to sem zadnje čase zaradi stiske v službi s časom, sem tudi to jedla. In kaj se je zgodilo? Vrnilo se je nazaj to, kar je že bilo. Neodpornost vnetja sinusov in anemija, slabokrvnost. O teh vsaki stvari posebej bom naredila video, kolikor mi bo čas dovoljeval. Po vsej verjetnosti bom to bolj januarja začela, ker zaenkrat na žalost se še vozim v službo. Potem se pa ne bom več. In bom več časa bom imela za sebe in pa tudi naredila bom več video, ker mi je v interesu, da podam svoje izkušnje. In to niso nasveti, ne vzemite tega kot nasvet, ampak kot izkušnjo, ki vam morda lahko pride prav. Za razmišljati, za eksperimentirati. Zdaj, če niste preveč bolni, pa preveč ostareli, je čas za eksperimentiranje brez težav, ne. Lahko delate, kar želite, eksperimentirate, samo ne piti strupov in podobnih stvari. Ker to pa ni za eksperimentirati, z živčevjem se ni za igrati, dejansko se zdravjem ni za igrati. To je resna stvar. To je zelo resna stvar. In če kaj boli, če je karkoli, če čutite, zadnjič sem slišala eno nosečnico, ki je rekla, malo me bolijo mišice, saj to je za moje stanje normalno. Ne, ni normalno. Nosečnice ne bi smele boleti mišice. To pomeni, da tisti trenutek ima pomanjkanje nečesa ali pa preveč nečesa in bi morala na to biti pozorna. Torej, jaz sem imela hudo pomanjkanje B12 in pa železa. Takrat sem posnela video, bom tudi dala tukaj v link do tistega videa in sem povedala tudi, kaj bom počela. S tem sem že imela 10 let nazaj težave in sem rabila pol leta, da sem prišla do neke zelene veje, ker nisem znala. Zdaj pa znam in mi je uspelo v pičlih 2 mesecih, še malo prej, priti do tega, da je vse v redu, edino še težava z eritrociti pa limfociti. Zakaj? Še ne vem točno. To bomo zdaj raziskali. Kaj točno? Glede na dnevnike, ki jih pišem, se pravi glede na prehrano, ki jo imam, in glede na vse pretekle rezultate zadnjih nekaj mesecev. Izvidov, krvnih izvidov govorim. Zdaj, decembra ne bom šla na pregled krvi, ampak sem naročena januarja zaradi teh 2 težav. Ki sta še ostali, nista prav veliki, ampak to dolgoročno, kar zdravnica odlično ve, pelje do resnih bolezni. Zdaj,
eno stvar je želela pri meni zdravnica rešiti z antibiotiki. Jaz sem poskusila antibiotikov, ne morem jemati, ker sem skrajno alergična na te zadeve. To alergijo sem pridobila v otroštvu, ko so me kar naprej dajali te antibiotike in niso pomagali, oziroma so pomagali toliko, da sem obležala za 3 do 6 mesecev v postelji. Če pa jih ne jemljem, se huda vnetja, kronična sinusov, pozdravijo v nekaj tednih, 14 dni do 3 tedne, približno traja, oziroma če sem jaz odporna, je to 2-3 dni, s tem, da dajem tukaj gor čebulo narezano, pa tukajle, da mi zmehča sluzi in da gre sluzi ven. Naredim si, imam tukaj fiziološko raztopino, ki si jo špricam v nos. Fiziološko raztopino lahko kupite v lekarni, če sami ne znate narediti, v lekarni je sigurno najboljša fiziološka raztopina. Ti se lahko uporablja nekaj dni, potem je treba nehati, zato ker sluznico lahko poškodujete. Ena stvar vam tukajle, sicer bom pokazala, klinčki, nageljnove žbice, nageljnove žbice, ne vem, če se vidi, malo se vidi, ja. To recimo uporabljam za žvečenje, za negriz, ker grozno peče, vnetje grla, in pa tudi nekaj ga zmenjam, pa nekaj si ga dajem v čaj, pa nekaj si ga dajem tudi v hrano, zato da razkužujem želodec, ker imam narasla neka bakterija v mojem želodcu, ki naj bi povzročala dolgoročno raka. Vendar moje osebno mišljenje je, da nemogoče pri taki prehrani, ki jo imam, in tudi nimam nobenih težav. Nobenih težav, in to bakterijo sem raziskovala, sicer jo bom še, ker me zanima, ne bom danes o njej to govorila, vendar obstaja povsod, vsi ljudje jo imamo, tako isto kot glivice, in te zadeve se razširijo, razmnožijo, ko imajo pogoje, oziroma pač, ko je nekaj narobe. Takrat in rešujejo tudi one določene težave v telesu, zato obstajajo. In se mi ni zdelo smiselno, da bi jaz trpela, da bi si uničila dejansko celo floro, pa mogoče tudi želodec, zato da bi se poskušali znebiti te bakterije, ker ne verjamem, da bi jo izkoreninili, ker so mi dali 2 antibiotika in to za vsak slučaj. Če prvi ne bi deloval, pa pol drugega, pa zraven še zdravila za želodec. Bogo, moje telo in moje celice. Takih stvari si jaz res ne upam jemati. Ne upam si. Pa ni to nasvet. Vi se sami odločite in se posvetujte s svojim osebnim zdravnikom in svojim farmacevtom, pa potem se odločite sami, kako in kaj. Jaz vam samo povem moje izkušnje in kako sem se jaz odločila, ker lahko da v vašem primeru to ni v redu. Ne moramo posploševati, treba je gledati celotno krvno sliko, kompletno človeka, njegovo življenje, vse. In ne morete posploševati, da sem jaz enaka vsem ostalim, nemogoče, ne? Je pa rezultati, ki jih imam jaz in ki jih potem preizkusimo na drugih osebah, so pa isti. Ki imajo pač enake težave, vendar še enkrat poudarjam, v sodelovanju z njihovimi zdravniki osebnimi, v sodelovanju s farmacevti in na podlagi krvnih preiskav, ki so res relevantna slika človeka, tista ta prava, in pa potem pač izpraševanje človeka in tako naprej, ne, pač to najboljše, če si človek zapisuje stvari. Okej. Zdaj, kako sem jaz te stvari rešila, bom zdaj povedala, eno za drugo bomo šli, pa bom dala, kaj bom zdaj, okej, dobro, zdaj bom dala kar share screen, v bistvu bom sharala tole zadevo, takole. Tako, zdaj bom povedala, kaj je bilo
pozitivno pa kaj ne, pri vseh teh stvarih, ko sem jih uporabljala. Najprej sem naletela na tole, Eisenbud. To je v bistvu doktor Steinberger, podjetje, in se je odlično zadeva obnesla. Tukaj, to je v bistvu za anemijo, to je za kri izboljšati, ima noter pač določene vitamine, železo, C-vitamin. Zdaj, edina stvar, ki mi tukaj res ni v redu, je, da je dodan med. Med, zadeva je presladka, sploh v bistvu zobje so me začeli boleti in jaz tudi ne uživam medu, zaradi tega, ker je živalskega izvora in ni ravno to hrana za človeka najboljša, ne. Za moje pojme je rastlinska hrana tista, ki je prvotna, prvobitna in ima največ v sebi in ni predelana. To je moje razmišljanje in moja izkušnja. In potem sem Eisenbud sem en mesec jemala, sem jih kar nekaj porabila, v bistvu sem jih jemala, ker sem bila skrajno anemična in sem zavrnila injekcije železa, injekcije B12, to sem zavrnila. Sem morala jaz nekaj narediti, ker je bilo res zelo, zelo kritično. Torej sem večje količine, največja dovoljena količina je, koliko je bilo, mislim, da je 40 mililitrov, v glavnem preberite si v navodilih, toliko je največja dovoljena količina za nosečnice. Sem to jemala, potem ko sem pa čutila, po ene 2 tednih, da nimam več toliko apetita po temu, sem zmanjšala na normalno količino za odraslo osebo. To dobite čisto v vsaki lekarni in v bolje založenih teh trgovinah z bioprehrano, ne. Tako da to moram pohvaliti, no, to mi je res pomagalo. Potem pa, ker nisem mogla več zaradi medu in sladkobe, fajn mi je bilo to, ke mi ni zabarvalo zob, a ne. S tem, da moram povedati, jaz sem zraven jedla še druge stvari, ne samo to. Ne, v bistvu moram res nujno poudariti, da je hrana nujna tukaj, ne. To je bilo zato, ker sem imela tako hudo pomanjkanje. Skratka, jedla sem domačo rdečo peso in ta domača rdeča pesa mi je precej tudi, ko sem imela visoko temperaturo, vmes sem še zbolela, zaradi pač imunskega sistema, ki se mi je sesul. Rdeča pesa mi je zbijala temperaturo, tako da sem jo nehala jemati, zato da bi mi telo čim prej skurilo viruse, a ne, oziroma bakterije, karkoli je že bilo noter v meni, sicer sem imela neko diagnozo, ki je verjetno prava, pa jo ne bi zdaj povedala. V glavnem, bacile, bakterije, viruse je moje telo kurilo kar nekaj časa, moram reči, ne samo 3 dni, dlje časa. Ko sem imela kar dosti visoko temperaturo, ampak sem dovolila pač, zdaj, če bi šla čez tisto kritično, seveda bi vzela spet rdečo peso, da bi mi temperaturo ali pa sok surove pese in da bi mi malo znižali temperaturo do tiste meje, ko ni nevarno, ne. Zdaj, moja mama mi je v otroštvu rešila življenje s tem, ker sem imela enkrat 42 stopinj temperature in je še rastla, in je zdravnik obupal, injekcije mi niso pomagale in je mama tekla k sosedom, če imajo kakšno rešitev, in so ji naredili sok surove pese in je mi to dala piti in je temperatura padla na, mislim, da 39. Potem je nihala mi med 38 in 39 nekaj časa in potem je šla počasi dol. Počasi, ne. Tudi to so nevarne, zelo, zelo nevarne temperature, ki lahko pustijo tudi trajne posledice, a ne. Tako da je treba res paziti, in če imate visok, čez 37 temperaturo, kličite zdravnika, vprašajte, kaj narediti. Ne čakati. Kličite, vprašajte, če zdravnik ne ve, pa potem iščite naprej, a ne, farmacevte pa
ne vem, pač zdravilce, ne take ezoterične, ampak tiste, ki se ukvarjajo kakor jaz, na primer, se ukvarjam s prehrano. Na primer, a ne, če je kakršnakoli rešitev. V glavnem, treba je rešitev iskati, najprej pri stroki, potem pa naprej, a ne. Naslednja stvar, ki sem jo, tole je bilo pa močnejše, bistveno močnejše. Zdaj moram pohvaliti tole spletno stran in trgovino vegansko, Mihata. Jaz tam skozi kupujem. Zdaj, zakaj mi je všeč ta trgovina? Ker ima čisto vse napisano, kar je treba na spletni strani, tudi sestavine in je veganska. To pomeni, da karkoli boste kupili tukaj, v tej trgovini fizično ali na spletni strani, boste si je sigurno Miha in njegova ekipa so pregledali zadevo in jo uvrstili v svoj asortima, ker je narejena izključno iz rastlin. Hvala bogu, tukaj nimate kaj razmišljati. Jaz sem vprašala za D-vitamin, ker sem imela tudi veliko pomanjkanje D3 vitamina. In mi je rekel, da ga nimajo od tega podjetja. To je tole, to je Holistic in pa vitamin z D uvaža. To je certificirano, to dobite tudi v lekarnah. Zdaj, jaz grem pogledat, če je prehransko dopolnilo v lekarnah. Če ga Sanolabor ali pa lekarne. Če tega ni v Sanolaboru ali v lekarnah, potem ne kupujem. Ne kupujem, zato ker je stran vržen denar, ker morajo to strokovnjaki res odobriti. Strokovnjaki, tisti, ki so to pregledali, ki imajo stroje, ki imajo aparature, ki lahko zmerijo in ki naredijo tudi kakšne preizkuse na ljudeh, da to res dela, da to res učinkuje, da ne, glejte, to je 20 evrov taka flaška in to ne sme biti stran vržen denar. Škoda, bolje 20 evrov vložiti v nekaj drugega. Ne vem, keks, ksen, bitcoin, whatever, karkoli vam paše, ali pa zlato, če vam to paše, ali pa v zemljo, ali pa v hrano, ali pa v otroka, ali pa v dobrodelne namene. Ni važno, ne. Tako da tole bi pohvalila. To so izjemno močne zadeve. Jaz sem pač zdajle prav tega B12 še nisem odprla. Čakam, zato ker sem tegale vzela prej, zdaj tega porabljam. In to je B-kompleks. Se pravi, tukaj so vsi B-vitamini noter. Vsi vitamini so noter. Samo majčkeno, da pogledam. V glavnem, če tukaj ne najdete vsega, kar pač bi mogli biti, potem greste na spletno stran od tega podjetja in seveda pogledate, tukaj naveden, tukaj spodaj, opis, no tukaj v opisu je naveden vse, tudi uporaba, sestavine, to mi je všeč, ker druge spletne strani tega nimajo, recimo sestava. Tega večina spletnih strani nima in nekaterim spletnim stranem sem pisala, njihovim pač voditeljem, da naj to uvrstijo gor, če želijo, da pri njih kupujem. Drugačne in pač, ne vem, ker ne upoštevajo, ne vem zakaj. Mogoče zato, ker premalo ljudi, absolutno premalo ljudi to gleda. Pa je nujno, da vidite, kakšna je sestava, kaj je noter, recimo tukaj je še folna kislina, recimo folne kisline sem jaz imela drugače dovolj. Je bilo to zelo neobičajno, zakaj v bistvu. Recimo vitamina B12 je tukaj največ, tega, kar sem jaz imela najmanj in tako. V glavnem tako vidite, kaj noter v telo vlagate. Zdaj, to so prehranska dopolnila. To pomeni, da so izvlečki. Izvlečki so močni in izvlečki lahko naredijo tudi štalo, veliko štalo. Zato se vedno držite se tega, kar piše priporočenih količin in pa prej vprašajte zdravnika ali pa farmacevta, če jemljete zdravila ali karkoli drugega,
ali se bo to steplo med sabo, ker se lahko so hude posledice. Zato pazite, kaj delate, a ne? In kaj jemljete in kdaj, kako in zakaj. Res se morate pozanimati, ne kar jemati. Ne zato, ker sem jaz naredila video, pa rekla, da je to dobro, zaradi tega to jemati. To je narobe. To je narobe, a ne? Okej, potem sem vzela še cink, ker sem predvidevala, da je to železo, mi je itak kri pokazala. Zdaj cinka ne merijo, ampak sem predvidevala, da imam s tem tudi težave, tako da nekje je tudi cink in sem vzela tudi cink, v bistvu. Zdaj oni pravijo, da so tele tudi v redu, nisem preizkusila, tako da ne moram nič reči. Sem pa v Sanolaboru kupila ene, ki mi pa niso delovale. Ko so mi priporočali, pa zadeva ni delovala, oziroma je bila za mene premalo. Nisem nič se ni poznala, no. Tistih ne bom niti kazala, ker je brez veze. Zdaj, naprej, a ne. Torej, prehranska dopolnila brez prehrane, pravilne, no go. Ne gre. Treba je jesti. Zdaj, jaz si delam zdaj neke vrste goležev, s katere pač noter uvrstim korenček, krompirček, sladki krompir, papriko, čebulo, česen, fižol, zaradi beljakovin mi primanjkuje, sem ugotovila, kakšno sojo, recimo, ne mešam vsega vedno, potem pa noter dam dodatke, tudi zelišča in pač stvari, ki jih potrebujem za jesti, glede na krvno sliko. Zdaj, tole spletno stran bi rada pohvalila spet. Hvala Bogu, da sem jo odkrila, in sicer Kis in kvas. Goran in Sanja sta čudovita človeka, zelo veliko se pogovarjamo, delam eksperimente, jima tudi pošiljam in povem, kakšni so rezultati. Gre za fermentirano hrano. To je ta tempeh, ki ga dobite od Kis in kvas, ga naročite lahko greste v Ljubljani, pa tukaj imate kontakt. V Ljubljani je trgovina, pogledate, kdaj je odprta, ker ni skozi. Imajo dostavo ob četrtkih, če naročite nad 15 €, ali pa, če ste daleč, poglejte, v katere trgovine po Sloveniji še dostavljajo, tudi tam lahko naročite, v tistih, čeprav nimajo tistih stvari, poglejte, naročite se na mail. Jaz sem se naročila in vsak teden boste dobili opomnik in pa kaj so naredili. Delajo sproti, vsak teden delajo sproti, zato ker to je hrana, ki je visoko kvalitetna in ne zdrži dolgo časa. Nima konzervansov, je naravna. Čist naravna. Tempehi niso primerljive, te, ki jih naredi Kis in kvas, niso primerljivi z nobenimi drugimi. Jaz sem vse tempehe probala, po ostalih sem imela želodčne težave in pa nobenih učinkov. Zdaj, fermentirana hrana, da to ne pomeni, da je to tukaj noter B12, ga ni, so pa encimi, no. Tako da jaz kupujem vse, kar delajo, mlado, da je čim več encimov. Zaradi encimov, da imam, zato ker kupujem v trgovinah, zaenkrat nimam svoje hrane še pridelane, in ta hrana, ki je kupljena v trgovinah, tudi sadje, zelenjava, nima dosti, ima encime, ne toliko, no, ne toliko, pa kombiniram. Se pravi, ponavadi tam nekih 60 do 80% surove hrane in ostalo pojem pa kuhano. Potem najprej surova, zaradi encimov, potem pa še tisti golaž, v bistvu, kjer bom tudi to posnela. Bom vse posnela, kako kuham, kaj dam not, vse razložila, zakaj, tako da teh videov lahko pričakujete več. In tudi postavite mi lahko vprašanja. Sem jih že dobila in bom počasi snemala te stvari.
ko mi bo čas dovoljeval. To delam prostovoljno. Kimči je kvašena zelenjava, kimči uporabljam. Zdaj ga trenutno uporabljam pekočega, zato ker mi pospešuje prebavo, ker nujno zdaj to rabim. Jaz ne prenašam dobro pekočih stvari, ampak zdaj sem to uvrstila v svojo prehrano, samo zato, ker to potrebujem. Tako da si dam tudi pekoče feferone, moram reči, da večinoma kupujem v Lidlu, ker se je izboljšala kvaliteta hrane, veliko stvari je, pa ni toliko drago. Hofer zmanjšuje svoje sortima, na žalost ima tudi izjemno kvalitetne avokade, vrhunske recimo, ne. Zdaj špar je tako, v Mercatorju pa kupam več konzerve, zato ker jih dobim cenejše, tam ostalo ni najboljše, no. Pri kmetih morate biti zelo previdni, da ne špricajo, zelo previdni. Kakšne zadruge so fajn, ampak se morate res pozanimati, kdo je dobavitelj in kaj počne s tisto hrano, ker je kakšna domača hrana lahko bistveno bolj nevarna, kakor, mislim nevarna. Ja, lahko je nevarna, ni pregledana, ne veste, kaj delajo, ker dostikrat v trgovinah pregledujejo, velikokrat je nadzor, no, tako da trgovine se ne hecajo preveč s tako hrano. In jo tudi izločijo iz pač prodaje, če kaj narobe. Torej kimči kupujem, tempeh kupujem, tempeh se mi ful obnese, res, na začetku sem imela težave, ker sem ga dala zmrzniti, pa potem nisem pravilno odmrznila, pa mi je voda naredila tako, da se je skisal in ni bilo v redu, ni bilo v redu. To je treba hitro pojesti, tako da sproti kupujem. In miso je fina stvar, mislim, tako je, tudi okusno je, tudi sol je noter v bistvu, sicer jaz soli ne jem zaradi ledvic, da mi ledvice čim bolje delajo, ampak tole pa dodajam, tako kakšno žličko zraven in je fajn. Teh omak, amazake ne kupujem. Nato je vrhunska zadeva, nato ima tako, ko ga začneš jesti, ti je zaradi tega, ker izgleda, kot da bi jedel, mislim, vleče se, tako kot neke sline, ko en polž. V bistvu to so majhna, kvalitetna zrna soje, ki so na poseben način pridelana, tukaj si lepo preberite. Goran je strokovnjak na tem področju in je odlične članke napisal in tole je bistvo. Ima največ K2 vitamina, daleč največ K2 vitamina. Jaz sem ugotovila, da to meni in pa drugim tudi manjka in zaradi K2 vitamina in encimov jaz to res, tako pojem kakšne 2 do 3 žlički med obrokom, tako vmes, obnese se pri meni in pri drugih osebah, ki z mano eksperimentirajo. Pa imate še razne hišne dobrote, jaz sem jih probala, so v redu, super, ampak to, kar sem naštela, največ uporabljam. Vi pa lahko uporabljate tudi druge stvari. Zdaj pa tako. Imate tudi recepte, bla, bla, v glavnem zdaj pa tako. Če ste ful daleč, ful daleč, priporočam in ste daleč tudi od trgovin, sploh na Dolenjskem tega ne boste dobili, potem pojdite na vegansko.si. Tukaj imate, recimo, če pišemo tule noter tempeh, boste od Kis in kvas lahko naročili. Tempeh, tulele bo ta 2 tempeha sem probala, okusna sta, nista pa učinkovita, to je pa od Kis in kvasa, ne. Morate naročiti prej, imate navodila tukaj, zaradi tega, ker sproti delajo. Ko vi naročite, potem naslednji četrtek vam to odpošljejo. Se pravi, morate do nedelje dopoldan naročiti in potem dobite v petek tisti teden, ne. To se za vas posebej naredi,
Tukaj imate vse okuse, lahko zberete okuse in pošljete. Zdaj, če kakšne stvari tukaj gor ni, dajte uporabiti od vegansko telefon ali mail in napišite in vam bojo poslali račun oziroma predračun, naročilo, vi plačate in vam dostavijo. Mislim, da je GLS ali pa DPD-1 pač pripelje. In pač, če malo več naročite, tukaj imate tudi popuste, to pri poštnini, tako da to poglejte. So pa hlajene pošiljke to, tako da prevzemite takoj. In takoj v hladilnik s temi zadevami, ker drugače se to hitro pokvari. To je hrana, ki je domača, res domača in priporočam. To je meni v bistvu reševalo vse te slabokrvne težave in težave s tem, ostale težave so se tudi seveda pojavile. Seveda so se, bila sem tudi presuha, tudi kosti so mi začele skupiti, videli sem na laseh, se je videlo, da so začele siveti, zdaj gre nazaj to, vidu se mi pozna, vid je lahko slabši zaradi tega, potem nižati sem se začela, tudi to, in tako da je tudi, poleg hrane seveda tudi normalno, je seveda tudi gibanje. Gibanje je zelo, zelo, zelo pomembno. Če nimate gibanja, tudi prehrana pravilna ne bo pomagala. Pomaga samo toliko, da vi vstanete na noge in začnete se gibati, Tudi če ste v postelji, če ste nepokretni, morate se začeti gibati, če ne, naročite fizioterapevta, strokovnjaka, da pride do vas in da vam pomaga, da se postavite na noge. To je zelo, zelo pomembno. Zelo pomembna stvar. Gremo lahko naprej pogledati, kje kvas smo. Aha, tole. Največ B12 ima tale hrana. To je slovensko podjetje Pajs brez obresti. Odlična hrana, ne moš verjeti, ampak tole sem pa res probala in preizkusila. Kvasni kosmiči, to je neaktivni kvas. Neaktivni, krasen okus, ko bi jedel sir. Ko bi sir jedel. Tako da jaz tole dodajam hrani. Hrani dodajam in če naredim zmiksano, recimo surovo, ali pa tudi če naredim golaž zelenjavni, dodam to zraven. Pa jem zraven malo tempeha, malo kimčija, malo natota, te stvari dodajam in pač super, obnesel se mi je, tako da je to res krasno. Moram pohvaliti, Kvasne kosmiče, jaz jih kupujem v DM-u, DM je skoraj povsod, če ne pa naročite, glejte, tu imate dostava na dom. Naročite, dobite domov, tako da ni izgovora, da vi do tega ne morete. Lahko samo v košarico vržete in naročite. Vse tega ne rabite prav veliko, tako da ta cena naj vas ne ustraši, zaradi tega, ker boste tudi zaradi tega dosti bolj siti. Ker bo telo imelo prava hranila, prava biološka hranila, ki res hranijo celice in ne boste toliko veliko pojedli. Ne boste kar naprej lačni. Kakor eni ljudje so ful močni, velika kilaža in kar naprej lačni, malo jedo pa kar naprej lačni, zaradi tega, ker so podhranjeni, so zelo debeli po domače, ampak podhranjeni. To se smešno sliši, ampak je tako, ker ne jedo prave hrane, ne zadosti jim in potem gre to samo v špeh. Ne gre v tkiva, v mišice in tako naprej, ampak v špeh. V zalogo. Škoda, ne? To sem tudi jaz dala skozi. Tako da, jaz sem tudi taka, poglejte enega od mojih blogov, v bistvu, kjer sem objavila, kakšna sem bila prej, grozna. Tako da, bistvena razlika je zdaj. Pa sem bila takrat 15 let mlajša, pa sem zgledala
precej starejša, kakor zdaj izgledam. Tako da kvasni kosmiček. Kopriva je odlična hrana. Pazite samo pri oksalatih. Sveža kopriva ima ogromno oksalatov. Za železo odlična stvar, lahko dodajate, lahko kupite v lekarnah suho ali pa pač pri zeliščarjih. V lekarnah je sigurno najboljša. In dodajate hrani pomalo. Če čutite špikanje v ledvicah, nehate za nekaj časa, je pa to mama rastlin. Kopriva ni, da ni, vitamini in minerali, tako da priporočam, ampak ne v velikih količinah. Kaj je tole koprivo? Smo tolščak. Tisti, ki imate obdelane njive in vrtove, poznate to rastlino. Glejte, koliko je rdeča. To pomeni, da je ogromno železa v njej. In tolščak je okusen za solate, divja stvar zraste na obdelani zemlji, rad raste, takole izgleda. In do cvetenja ga lahko jeste. Zdaj ga ni, ampak toliko, da veste, ga tudi prodajajo, ampak gojen ni v redu. Boljše, da vam sam zraste na vrtu. Po domače kurje čevca ali zvezdica, tudi odlično železo, minerali, vitamini, pa vse, kar je zelen, ima C-vitamine, ker železo se absorbira s C-vitaminom, obvezno. In tako da jaz vedno hrano malo pokapljam s ene 3 do 4 kapljice limone, ampak ne preveč, oziroma dodajam tudi te zelene stvari noter zaradi C-vitamina. Zdaj limona ima takoj pride pač v kri, ne pa preveč limone dodajati, zato ker limona zavira prebav. Zavirajo, pa hladi telo, zeblo vas bo. Preveč vas bo zeblo, tako za pozimi to sigurno ni, limona ne. Limona je za poleti, pa pomaranče tudi. Regrat, tudi druga mama rastlin, v bistvu takle regrat, v celoti regrat užiten, cvetovi, listi, korenina. Vse je užitno, jejte mlade rastline, vse, kar jeste, jejte mlade rastline. To je za sladkorne bolnike tudi super, edino sladkorni bolniki ne jejte cvetov, drugače pa recimo protisladkorni so teli stebla. Stebla, izjemno grenka so stebla od regrata. Pomagajo pri sladkorni zelo. Preverjeno pri gospodu oziroma pri osebi, ki z nami sodeluje in je sladkorni bolnik, oziroma vedno manj. Vedno manj. Tako da regrat uživajte, jejte, naberete ga lahko ali pa tudi kupite in prodajajo. Malo pogooglajte, pa boste videli, neke kmetije tudi imajo to, pa prodajajo, pač ena je ful znana. Okej. Zdaj, jaz sem še kaj pozabila, mislim, da ne. V glavnem, to zdaj za otroke morate prebrati, pač kaj je za njih primerno, kaj ni. Ne preveč agresivnih zadev otrokom dajati, pa ne jim dajati sladkari. To je za njih ubijalsko, pa ostale stvari se odločite sami, v bistvu. Predvsem bi pa vas prosila, dajte poslušati otroka, kaj mu paše, kaj mu ne, ker tisto, kar mu ne paše, njegovo telo avtomatsko zavrača, ker je še toliko divja živalca in toliko avtohton in pristen in nima toliko spravnih možganov, da ve, kaj točno mu paše, pa kaj ne. Zaradi tega starejši ljudje in ljudje, ki so neuki, enostavno, spontano vejo, kaj je za njih dobro in uživajo tisto. In jim gre super. In jim gre super. Manj v bistvu, manj kot človek uporablja neke napačne informacije, boljše je. Tukaj morate paziti, ker informacije so lahko
res napačni, res napačni, a ne. Ampak to vam bo telo samo povedalo. Čisto samo. Tako da poslušajte se, če nekaj boli, če bruhate, če vam ni v redu, potem ne tega jesti. To ni za vas dobro. Zadnjič je en gospod me klical, je rekel, ker mu pomagam pri prehrani, je rekel: "Joj, kaj ne naredim, tele banane bi mogel jesti, pa ne morem, spahuje se mi, grozno mi je to, jaz ne morem tega jesti." Sem rekla: "Pa ne, ne, in se najde druga alternativna rešitev, ker banane so pri njem recimo bile zaradi magnezija." Ampak sem rekla: "Pa jej avokado, ne, ali pa indijske oreščke, ker imajo tudi dosti magnezija." In okej. In nekaj oboje mu je ustrezalo in zdaj oboje pač to je, a ne. Če imate kakšno vprašanje, mi lahko postavite, tisto, kar vem, kar sem že preučila, bom takoj reagirala, povedala, ostalo je pa treba preučiti, raziskati in potem sčasoma lahko objavim, lahko traja nekaj časa. Zdaj objavljam pa samo tisto, kar res preizkusim na sebi in na določenih osebah, ki še sodelujejo z nami. Če bi še kdo rad sodeloval, super, ampak samo resne osebe, kar pomeni, da je to dosti dela in zapisovanja, komuniciranja in pa brez izgovorov, dejansko brez izgovorov. To pomeni, tako da samo resne osebe. Hvala za pozornost, jaz srčno upam, da vam bo to pomagalo, ker anemije je zelo veliko zaradi slabe hrane, ki je v trgovinah, in pa zaradi tega, ker ljudje varčujemo, ker so cene vedno višje, ampak se ne splača. Pri hrani se ne splača, jaz moram priznati, da zdaj večinoma denarja gre prav za to, za prehrano. Hvala lepa za vašo pozornost, če vam je bil video všeč, če vam je video pomagal, všečkajte, lajkajte, prepošljite še komu, in pogledajte še moje ostale videe in bodite dobro in zdravo in srečni.